Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom skušal zadevo orisati z nekoliko drugačne perspektive, pa bom probal priti iz sveta nazaj na slovenski trg, da si pogledamo, kako nas drugi vidijo oziroma kako se svet vrti okoli nas. Sprehodil vas bom skozi mlečno krizo, ki je po podatkih pravzaprav brez težav, zdaj rečem, največja kriza mlečne industrije v zadnjih 70 letih. Česa takega sem govoril s kolegi v Angliji in Nemčiji, ne pomnijo. Tudi za njih, tudi njihova krava ne more dati mleka za 17 centov rentabilno, pa za 9 ali pa 10 centov za kilo sira, ki ga pripeljejo v Slovenijo po 1,85 €. Je pač nemogoče. Take krave znanost še ni pogruntala. Dotaknili se bomo dogajanja v Sloveniji, ki ste ga izredno lepo moji predhodniki obdelali. Pogledali si bomo seveda, kakšno okolje so se znašle slovenske mlekarne. Dotaknili se bomo trgovine, ki mislim, da je pomemben igralec v tej zgodbi, vendar spet z nekoliko drugega zornega kota. Rešitev vidimo v novih trgih, prihodnost je pa odvisna od vsega tega, kar bomo vmes videli. Pa govorniki mislim, da so izredno lepo postavili, vsak pravzaprav je izpostavil nekaj tistih momentov, ki so ključni. Minister, najlepša hvala, je pa naredil izredno dober uvod, ko je povedal pravzaprav, čakajmo, da bodo razmere še naprej težke, ker če bo karkoli boljše od tega, bomo vsi izredno srečni. Ne bodimo pretirani optimisti tam, kjer nam ni treba biti. So pa govorci povedali za mleko, da 38-40 centov pravzaprav je nekje daleč pred nami. Poglejmo, tole recimo, če pogledamo, zdaj ne vem, kje je pointer tule. Tale je za, evo. Tule vidimo 2000, tam, ko se je dogajala tista kriza, recimo, pogledajte, tole rdečo recimo je cena izdelkov v ekvivalentu surovega mleka. Torej cena je bila bistveno višja od cene surovega mleka. Potem ta črta, ko preseka razmerje, tule vidite, takrat začne mlekarna voda v grlo teči. In k sreči je bilo takrat to obdobje relativno kratko. In to dno krize, ki se je zgodilo takrat, se je zgodilo v 6 mesecih. In potem se je cena odbila in šla kontrasmer. Tisto, kar je bilo zdaj zadnja kriza, ko je minister lepo izpostavil, je štartala tamle gor, potem pa pogledajte, še vedno traja. In to obdobje od tu do tu se vleče 2 leti pa čez. In to je tisto, kar boli. Ni problem krize, če pride pa gre. Problem krize, ker je prišla, se poglabljala in še poglabljala, in če tudi si rezal stroške pa iskal rezerve, recimo, si moral resnično biti maksimalno učinkovit, da bi skozi prišel brez vseh prask. In to je tisto, tu smo vsi skupaj bili malo nepripravljeni, bom rekel, tudi v Evropski uniji kot taki. Tudi nemški kmet ne dela boljše kot naš, pa tudi on ima težave. Tudi on ima težave z mlekom pa s kvaliteto. Tudi on ima kredite. Razlika je samo v tem, da je pač on tolikokrat večji, kot bomo videli na naslednjih slajdih. Zdaj, moment recimo, ki je pomemben, ki kaže, je pa tale siva cona tule. Vidite, tole so vse izdelki nametani na borzni trgu. Se pravi, mlečni izdelki so komplet borzna surovina. Naj gre za maslo, mleko v prahu, cheddar sir. Se pravi, vse to so recimo temeljni izdelki mlečne industrije. In vidite, vsi so pravzaprav krepko dol. Cena teh izdelkov je strahotno nizka. Recimo mleko v prahu, ko me nekdo vpraša, zakaj ne delamo, zakaj ne sušimo. Za 1,40 € prahu sušiti rabiš 11 litrov mleka. Zelo hitro si izračunate sami, koliko mora mleko stati, da bi prišel na 1,40 recimo cene borzne na trgu. Je pač nemogoče narediti. In tisto, kar se je zdaj zgodilo, kar je navdihnilo malo optimizma, pa jaz mislim, da je to optimizem, ki ne sme bazirati na tem momentu tu, ko so se cene malo odbile, vidimo prah, je šel gor recimo, pa potem zeleno je cheddar, to je intervencijski odkup. Za predstavo dobiti, kaj to pomeni? 380 000 ton mleka v prahu pomeni z drugimi besedami približno, čez palec zdaj rečemo, 4 milijarde litrov mleka. Če ga Evropa pridela tam 12-13 milijard, recimo, veste, da je to približno 1 dekada v mesecu. In če date to, da je to bilo toliko prahu in toliko sira, potem lahko hitro zaključimo, da je na trgu narejen s tem ukrepom vakuum 14 dni proizvodnje mleka je šlo ven.
Ampak nekaj moramo vedeti, to so intervencijski odkupi, ki se bodo prej ali slej vrnili na trg. Ti odkupi se niso pokonzumirali, to je nekje na skladišču, to čaka, to bo prišlo nazaj. In zato svarim pred pretiranim optimizmom, pred pretiranimi željami po ceni gor. Tisto, kar se je zgodilo, recimo, vidite, v globalnem okolju, kar se je zgodilo v bistvu je, da je naš kmet s padcem kvot postal globalni igralec. In to je tisto, kar nas je šokiralo vse. Enako velja za Giuseppe recimo v Italiji, enako velja za Franka recimo v Franciji, zdaj so postali vsi globalni igralci in vsi tekmujemo pravzaprav za istega kupca. Ne? In tisto, kar se v svetu dogaja, vrti, pa vam skušam pokazati, ko sem rekel z druge strani, poglejte, rast je šibka po celem svetu. Indeksi, katerekoli indekse pogledate, so recimo borzni indeksi so bili daleč prenapihnjeni. Pozneje bomo videli tam spodaj recimo, nekateri indeksi so celo 2,5 krat od leta 2009 od krize, nekateri 3,3 krat skočili. Veste, kaj to pomeni? Nekdo, ki je vložil recimo 10.000 evrov, je danes 33.000 evrov. To ni normalno, ker gospodarski rezultati ne govorijo o tem. To pomeni, da bo to prej ali slej verjetno šlo v težko situacijo. Pa nisem pesimist, da se razumemo, ker nekdo, ki je krizni menedžer v življenju, večino življenja pravzaprav, sem izreden optimist po naravi kot človek. Hočem biti samo realist v tej situaciji. Poglejte recimo negativne obrestne mere. Z negativnimi obrestnimi merami se ukvarja 500 milijonov ljudi, ima negativne obrestne mere. Nemčija recimo 2013 je imela 4% obrestno mero, danes recimo je na 0,2, 0,1 tam nekje. Minus, se pravi negativna. Japonci imajo 40 let ta deflacijski cikl, pa ne morejo ven. In tisto, kar je Slovenijo udarilo, je tole, deflacijski pritisk po svetu in mi smo ga imeli 2014 in takrat, ko ste vi lepo rekli, količine so šle gor, cene so šle gor in potem se je zlomilo. Hkrati je pa deflacija skupila skozi. Jaz bi veliko rajši videl, da bi bila inflacija 2 do 4%, ki bi pojedla del vsega, pa ne? Mi smo pa v negativnem. In negativno pomeni, kaj? Pritisk dodatni na trgovino. Se pravi, vsak dan nekdo pride z nekim kupončkom kupovati ceneje. In to se dogaja po celem svetu. Vsak naš kupec, ki ga srečujemo na trgu, pravi, oni mi ponujajo ceneje, ta mi ponuje ceneje, daj mi to, daj mi ono, daj mi to boniteto, daj mi ono boniteto. In tu smo v špirali, ki je izredno težko jo zlomiti. Vendar verjamem, da se bodo stvari spremenile. Zdaj pa, če gledamo gor, recimo, politične spremembe, poglejte, terorizem recimo, rekli bi nepomembna zadeva, vendar, če mlekarne vozimo recimo v Grčijo ali pa recimo v Severno Afriko, tam na plaži recimo se zgodi norija, turistov ni, drugo leto, jih ni tretje leto, Egipt je prazen za že 2 leti zapored, ne? Tunizija, Maroko je prazna, vse tja so evropske mlekarne plasirale te viške. Če rečemo 3% točke na celotno proizvodno 12 milijard, recimo, ne, je to kar nekaj mleka, je to 380 milijonov mleka. Ne. Vse to se seveda potem ostaja v tej Evropi, vse to pritiska dodatno na vse nas. Tisto, kar se dogaja potem, je konec dolžniškega ciklusa, ki je bil postavljen tam nekje v 70 letih, ko so se podjetja začela zadolževati, potem so seveda države ugotovile, da se to splača, da je to v redu, da se da s tem do rasti priti, kar je bilo res, vendar zdaj je prišlo obdobje, ko bo seveda to treba prelomiti in obrniti okoli. Zakaj vas pripravljam? Pripravljam vas za tole, kar sem napisal tule spodaj. Če se vse to ne bo zložilo drugače, potem nas najbrž v letu 2018 čaka recesija. Ne? Iz vsega tega, kar je. Jaz si želim optimizma, pa želim si višjih cen. Zakaj? Ker če meni trgovina plača več, ne, potem ima trgovina višjo maržo. In če nam trgovina plača več, potem lahko tudi mi za mleko plačamo več. Tega si vsi želimo. Težava je samo v tem, ko kupna moč v Sloveniji recimo je na nivoju leta 2010. 2008 je bila nekje na $31,000, mislim da. Mi smo pa še skozi na 28,000. Se pravi, smo še vedno 10% približno kratki, tudi takrat. Vmes je pa zdaj minilo 8 let. Torej skoraj cela dekada je šla. In če bi vsako dekado, vsako leto samo 2-3% pridobili, bi bili zdaj recimo na, ne vem, $34,000-35,000. Tako smo šli pa nazaj. Vse to je tisto, kar jemlje denar iz žepa potrošnika. Ne? Če gledate ta zadnji recimo Brexit, nekdo bo rekel sploh nepomemben vpliv. Vprašanje, če nepomemben vpliv.
Nizka cena nafte recimo je ravno tako zadeva, po eni strani je to super za kmeta, po drugi strani je pa težava za kompletno verigo. Nizka cena nafte ne pomeni nič dobrega. Dolgoročno je to slabo. Za vse. Ne samo za naftarje, ampak za vse nas. Zato, ker inflacije ne moremo dvigniti total. Banke po svetu mečejo, centralne banke, gotovino noter v sisteme, zato da bi pognali inflacijo, ker to bi bila rešitev, zaradi tega bi se recimo potrošnja dvignila in se ne dvigne. Vse to je bremza, ki vleče nazaj. Vse tudi sami vidite, kakšno investicijo rajše odložite z danes na jutri, kot pa da jo danes naredite. Ker so časi tako negotovi. Na pridelavi pa predelavi mleka ne bom zgubljal veliko časa, ker to zelo dobro poznate. Tisto, kar je za letos recimo od 5 do 15%, imajo mlekarne večjih količin in pa cena je šla nekje 10% dol. Zdaj, ali bo šla, kam bo šla, steklena krogla bi to znala povedati. Cena mora iti tja, kjer lahko na trgu prodamo. Če cena gre v drugo smer, si režemo meso, če ne bo investicij, če ne bo razvoja, smo spet tam. Gospod je lepo povedal v Italiji, kako je. Italija je eden takih izjemno zanimivih trgov, pa hkrati izjemno nagužvanih trgov, kjer so vsi prisotni. Praktično, ko mi je lani Italijan povedal, z Poljske dobim mleko recimo polnomasno pripeljano za 38 centov. Mi smo ga prodali takrat za 47. Sem rekel, žal ne morem pomagati, boste morali iti Poljaku, ampak povem vam, vprašanje, če je ta kvaliteta mleka tisto, kar si mi predstavljamo pod mleko. Moje mleko mi danes odkupimo, jutri predelamo v trajni produkt kot sveže, pravzaprav mleko. Tisto mleko se je nekje valjalo pod 1, to vemo, in pod 2 dodajamo tudi sirotkov, pa ne vem kaj vse zraven. Zdaj, ali in kaj lahko naredimo proti temu? Nič. Pri nas v Sloveniji takega mleka ne bo mogel prodajati. Se bomo pa dotaknili stvari, ko so recimo, zdaj ko pogledamo, v kakšnem okolju so se mlekarne znašle, nekateri recimo prihajajo v Slovenijo recimo s cenenimi substituti. Ali so zdaj to izdelke ali niso. V Nemčiji recimo siru, ki mu dodate rastlinsko maščobo, ne smete reči sir. So nemške mlekarne to dosegle, to je ven. Pri nas je ravno to tako. Vendar, če greste na pico, pa vam prinesejo sir, na katerem imate, pico, na katerem imate za 3 žlice olja, vedite natančno, da je to rastlinsko olje. Da to nima veze s sirom, da to je čist neka mešanca. Nekateri iz Avstrije recimo so uvažali k nam skuto recimo s celulozo. Mi smo to analizirali, zato ker je večja vlaga več zadrži, pa je seveda večja donosnost. Čudne stvari počnejo recimo ljudje v takih kriznih časih. No, v Sloveniji se mlekarne ostaje zveste kakovosti. To kakovost tudi ocenjujemo na Radgonskem sejmu, vse mlekarne, in se damo tam stehtati, mi temu rečemo. Tehnološko, po rezultatih, pa da vidimo, kje smo. In tega pri nas pač ni. Hvala Bogu, naš kupec recimo, kar se tega tiče, z domačim izdelkom je zaščiten. In zato izbrana kakovost seveda je ena garancija za to, da ta kakovost seveda je spoštovana v Sloveniji. Zdaj, ruski embargo smo rekli, likvidnostni kolaps Grčije je ravno tako ogromno prispeval k temu. Za Kitajsko, bi rekel, je bilo pa ogromno špekulativnih nakupov. Zaradi tega so špekulanti pokupili prah v želji, da bi ga nekje prepakirali in prodali na kitajski trg. Kitajska vlada v nekem trenutku to ugotovila in se je ugotovila, da oni želijo tu ekstra maržo udariti gor. Kitajska vlada rekla, mi tega ne rabimo, in seveda jasno rekla, zmanjšamo povpraševanje. In na Kitajskem to gre zelo hitro. Kitajci imajo to zadevo izredno poštimano. Tam, če vlada reče, da zunaj zdaj dež pada, tudi če sonce sija, verjemite mi, da dež pada. To tako je. In oni si pač, tisto, kar je dobro pri tem je, oni si pač tega, da bi jim špekulanti počeli norije po dvorišču, ne dovolijo. Naj gre za kakovost izdelkov, naj gre za dobave izdelkov, naj gre za cene izdelkov. Oni pač imajo neko, vedo, kaj je tista cena, ki jo potrošnik mora plačati, in natančno vedo, kaj je tisto, če se pač potrošniku ne bo plačal, ker to je njihov človek. To smo dali skozi. Tisto, kar je še pri domači konkurenci zapovedati, deflacijo smo rekli, je pa potrošnja je šla v zadnjih 5 letih nekje po ocenah za 15% dol. In zdaj, če vi vzamete, da se je prireja dvignila iz 580 milijonov na 660, recimo, jaz ocenjujem, da bo letos številka, ali pa blizu tam nekje, pa ne popravite tu nekje, mislim, da bo številka tak čez palec, recimo, Če je prireja šla toliko gor, količina
je pa šla za 15% dol v istem obdobju, so to velike škarje. Veste? Vse to so stvari, recimo, ki so izjemno pritisnile in na vas, na rejce, na zadruge. In hvala Bogu, tule minister pravzaprav z ekipo pripravlja tole akcijo promocije slovenskega blaga, promocije slovenskih izdelkov, ki upamo, da bo ta trend je tisti, ki mene najbolj skrbi. Tole, če bo šlo še dol. A veste, ker proti temu ti nič ne pomaga, koliko ti potem kot mlekarna si prizadevaš, stroške zasekaš pa vse. Če ljudje manj jejo mleka, mlečnih izdelkov, je to problem. In potem je to generalni problem. Ne? Tega ti ne moreš zmanjšati z odprodaje živine ali pa zmanjšanjem staleža ali pa karkoli. To je višek, ki ti pač obstaja in ga moraš prodati na trgu. Trgovina je izpostavljena grozoviti konkurenciji. Mnogokrat, ko pravzaprav v trgovini rečemo, recimo, jaz verjamem, oni imajo izjemne zahteve tudi sami znotraj sebe za tako in tako maržo. Promocija, to so veliki aparat, ki ga treba vzdrževati. Distribucija je tam izredno zahtevna zadeva, ni enostavna, skladiščiti vse te zadeve, promocijo se iti. Med seboj imajo grozovito borbo tudi trgovci. Tako da včasih moramo tudi z njihove strani pogledati zadevo, jaz ne da jih zdaj zagovarjam, da se razumemo. Med njimi je, če gledate, 60% vseh izdelkov se proda v akcijah. Ne? To je grozovit podatek. To je podatek, ki pravzaprav s tisto deflacijo gre skupaj. Danes jaz kupim pri vas, zato ker ste mi dali kuponček za 20%, recimo kilo sira, jutri kupim pri gospodu, recimo Urošu, ker mi je dal kuponček za 2 litra mleka zastonj, ne? Potem pri gospe Tanji kupim recimo karton jogurta, ki mi je dala kuponček za 15% in tako naprej. Tudi trgovce to zvija, verjemite mi, in ta deflacijska spirala je tudi pri njih izjemno zahtevna. Ne? Tako da celo okolje, v katere se nahajamo, recimo, je izjemno zahtevno. Ne? In potem imate še, seveda, ko pridete pa do trgovcev, je pa tako, da to so dolgotrajni procesi. Včasih je bilo dovolj, da si se enkrat na leto ali pa 2krat na leto pri direktorju oglasov, enkrat za novo leto, da si ga pozdravil, pa mogoče sta šla na južino, če ima dovolj časa, pa drugič, da ste se kaj konkretnega zmenili, pa je bilo narejeno za celo leto. Zdaj se moramo intenzivno dobivati, mesečno ali pa dvomesečno, na različnih nivojih, meljemo, kaj lahko naredimo, kaj lahko še prodamo, kako mi lahko njim pomagamo, na kakšen način, oni nam tudi pomagajo, pa sugerirajo stvari in pravi, kaj mi bo ta izdelek, glej, če se ne vrti. Ga dam na polico, ga ne bom vrtel, je brez veze. Zavzema mi polico, čez 2 meseca ti ga bom vrgel ven in boš razočaran. Sploh ga ne nosi, ker ne se ne splača. Rajši mi daj tega pa tega. In potem se zmenimo za neko akcijo. Ne gre drugače. Nažalost je pač takšno okolje, ko je edino tako z nekim kvalitetnim dogovorom na vse smeri, čez celo verigo potrebno delati. Ne? Zdaj, izhod, ker smo rekli, slovenski potrošnik ne bo pojedel več mleka ali pa sira, kot ga poje. Nekdo, ki je do včeraj pojedel, ne vem, 15 kil sira na leto, ga ne bo jutri pojedel 18 kil, zato, ne vem, ker je cenejše, ali pa spil, recimo, ne vem, pol litra mleka na dan več, zato, ker je, ne vem, cenejše. Ne? Izhod je seveda v izvozu. In zdaj slovenske mlekarne, nekatere so zdaj, s pomočjo ministrstva smo seveda dobili ta certifikat za izvoz na Kitajsko, 4 mlekarne, jaz iskreno upam, da nam bo uspelo. Prva mlekarna v tem bo, mislim, da ljubljanska mlekarna zdajle v mesecu dni ali nekaj takega imajo že prve pošiljke planirane tja. Drugi bomo skušali temu slediti, so pa to izredno zahtevno tržišče. Ne? Kitajska dolgo ni več to, kar bi si predstavljalo, da je. Šangaj 40 milijoni, vam povem, v centru mesta imaš trgovino, ki je mi tu ne premoremo. Za živila seveda. Tako kvalitetno narejeno in s tako grozovito veliko ponudbo. Tega mi tu nimamo. Torej, to je drug svet, kot je bil včasih. Ne? Bližnji vzhod, vidite, je zanimiva Afrika, severni del Afrike, pa potem zahodni del Afrike, recimo. Bližnji vzhod, arabski svet, mleko v prahu, trajno mleko. Potem pa recimo Švedska, Nizozemska, predvsem tule Hrvaška je potencial, je pa Hrvaška z ozirom na to, da je dokaj izredno močna mlekarna, pa Indija pravzaprav omejeni potencial. In zdaj prihodnost, kaj nas čaka? Steklene krogle so nima noben. Tisto, kar nam je glavni cilj, je preživeti vsem skupaj po celotni mlečni verigi. To je glavna stvar, ki jo imamo ob tem, ko se bo seveda zdaj dogaja umirjanje količin surovega mleka in stabilizacija cene. Tu verjamem, da se bo stvar stabilizirala. Vprašanje pa je, kam bodo pritiski šli. Ne?
Hvala Bogu, da je zdaj vročina naredila svoje, da je sama vročina malo poradirala količine mleka in tudi to je zmanjšalo pritisk in se to, jaz iskreno upam, da se bo to odbilo. Kaj se je konkretno zgodilo, bomo pa lahko rekli recimo oktobra, novembra, ko bomo že videli par recimo mesecev zapored, ki bodo sledili, ali se je zdaj cena stabilizirala tam, ali se bo še enkrat probala prelomiti, ne, ker tudi lani smo bili veseli, recimo tam nekje konec oktobra, novembra je začela prijemati na gora, ne, pa smo vsi rekli, no, hvala Bogu, pa je spet šlo kontra, ne. Konsolidacija se dogaja na trgu na vseh nivojih prehranske verige. Sami ste veliko govorili v različnih razpravah, tudi konsolidacija pri samem kmetu. Tako kot je minister rekel, brez povezovanja v zadruge je pravzaprav nemogoče. Mi smo imeli, jaz kot direktor Pomurskih mlekarn lahko delim izkušnjo, ki je bila izjemno boleča za Ljutomersko zadrugo Križevci, ko je bivša direktorica enostavno odšla z mlekom na prosti trg. Če bi samo kolege konzultirala vas, zadružnike, bi vsak rekel, ne delaj tega, ker to je samomor. In točno to je naredila in pristala je na trgu z mlekom 13 do 14 centov. To je skratka resnično tragedija, ko vidiš, da nekdo iz lastnih vzgibov proba nekaj kontrirati nekemu celemu trgu, ker ne moreš kontrirati temu. Veliko boljši in varnejši ste znotraj zadruženega sistema, zdaj s katerimi koli se povežete, samo sami kot kmetija ne ostanete zunaj. Bog ne daj, ker to je ta zadnja stvar, ki se vam lahko v teh trenutkih zgodi. Potem ste čisto na odprtem in nimate kam. Samo tole še predno zaključim. Volatilnost, globalni svet se je postal tako kompleksen, da pravzaprav se ta nihanja, ki se pojavljajo gor dol, pa smo videli, da se nekje vsakih 6-7 let recimo mlečni cikl imate gor, pa potem gre do skrajne dol točke recimo v 6-7 letih recimo, to se bo ponavljalo. Vprašanje je samo, kaj se bo dogajalo z ostalimi trgi zraven, se pravi, kako bodo finančni trgi šli. In tega ne moremo spregledati, ker vsakih 7 let se zgodi globalna finančna zgodba, ki strese cel svet in vprašanje je, če Brexit ni bil eden od tistih, ki bodo čez 2 leti naredili svoj učinek. Jaz si želim, da se bodo strasti umirile, ampak ne moremo pa zagotovo vedeti. Tisto, kar si želim najbolje, pa tole. Preživeti kot mlekarna, ker če bodo mlekarne preživele, bo tudi za kmeta dobro, ker bo imel kam z mlekom iti. Brez mlekarn pa kmet pravzaprav ostane na globalnem trgu in kot ste sami ugotavljali z 20 kravami, z 50 kravami proti onemu, ki jih ima 2000, ne moč ničesar. In mlekarne na lokalnem nivoju so rešitev za kmeta z 20 kravami. Jaz se vam tu iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala.